pozdravljeni v novi epizodi avtomobilov za velike družine. Tale lepotec za mano ni samo velik, ampak je tudi priročen in varčen. To je torej že tretja znamka avtomobilov, ki vam bomo jo predstavili. Ta znamka zaenkrat sicer ne ponuja možnosti namestitve 3 otroških avtosedežev oziroma 3 izofixov na zadnji klopi, ponuja pa veliko prostornost in predvsem udobje, kar pa je največji plus, je avto za mano električen, kar je trenutno vroča tema. Kot nam je že v navadi, bomo v avto namestili 3 otroške avtosedeže, tokrat znamke Joy, ki so sinonim za kakovost, varnost in dostopnost. Kot verjetno že veste, serijo teh posnetkov podpirata Porsche Group Card in Mali zakladi. Vsakem izmed njih vas bomo popeljali v naše raziskave. Za morebitne informacije ali pa kakšna dodatna vprašanja pa lahko kontaktirate tako mene kot njih. Pa še tole, vkolikor imate kartico PGC, lahko z njo v Malih zakladih avtosedeže znamk Nuna in Joy kupujete kar z 12% popustom. Glede na to, da z njo pridobite še kup drugih ugodnosti, ni razloga, da ne bi šli narediti že danes, tako da si svojega najljubšega sopotnika priskrbite čim prej. Zdaj pa predlagam, da si gremo kar ogledati tega električnega lepotca za mano. Kot veste, preverjamo vozila blagovnih znamk Audi, Škoda, Volkswagen gospodarska vozila in Seat. Tokrat se bomo predvsem fokusirali na blagovno znamko Škoda. V prejšnjih epizodah pa ste si lahko ogledali že Volkswagen gospodarska vozila in Audi. Vozila Škoda so načeloma cenovno ugodna, praktična in predvsem družinska. Kot veste, se v teh videih osredotočamo predvsem na vozila, ki ponujajo možnost namestitve 3 otroških avtosedežev z izofixom. Torej, ali 3 na zadnji klopi, ali pa 2 zadaj in 1 spredaj na sopotnikovem sedežu. Tokrat se bomo osredotočili na Škodo Enyaq, ki ima tisto drugo varianto, in sicer 2 otroška avtosedeža zadaj in 1 spredaj. Poleg tega pa ponuja ogromno prostora v prtljažniku, ki ga potrebujejo velike družine. Škoda Enyaq je en tak čustven, energičen in dinamičen avto in preden se boste odpeljali z njim, utišajte glasbo, da boste slišali, kako tiha je res ta vožnja. Enyaq je za znamko Škoda prvi resen korak v električno prihodnost. Gre za električni SUV, ki ima lahko domet tudi nad 400 km. Zdaj vam bom pa pokazala, zakaj znamka Škoda velja za tako praktično. Škoda Enyaq ponuja več različnih paketov opreme, torej za vsakega se najde nekaj. Vse različne pakete pa si lahko pogledate na linku, ki se vam bo izpisal tukaj spodaj. Na slovenskem trgu si lahko izbiramo med 4 različnimi modeli Škode Enyaq, ki pa imajo med sabo tudi različen domet. Novi Enyaq je prejel vseh 5 zvezdic na zahtevnem testu Euro NCAP in tako postal najbolj varen avto leta 2021 v svojem razredu. Avto ponuja 9 varnostnih blazin, poleg najnaprednejših asistenčnih sistemov. Meni je razen tistega, ki zaznava kolesarje, zanimiv tudi tisti, ki pomaga pri parkiranju. Doseg električnega vozila je seveda odvisen od števila različnih dejavnikov, med drugim vremena, števila potnikov, obremenitve, temperature v vozilu in seveda načina vožnje. Zdaj pa še tema, ki bo verjetno zanimiva vsem, ki se zanimamo za nakup električnega vozila, in sicer polnjenje. Polnjenje lahko opravimo kar doma, v lastni polnilnici, ali pa to opravimo na kateri izmed javnih polnilnic na poti. Za ceno domače polnilnice pa se lahko pogledate več na spodnjem linku. Trenutni izračun pravi, da vkolikor bi Škodo Enyaq polnili na domači polnilnici vsak dan za v službo, bi se vam račun za elektriko na mesec povečal za približno 80 evrov, kar je cirka 960 evrov letno. To smo primerjali z dizelskim SUV-om, kjer pa bi bila računica kar precej drugačna, in sicer bi račun na letni ravni znašal kar 5700 evrov. S pomočjo orodja na spodnjem linku si lahko tudi sami preračunate, koliko bi prihranili z vožnjo Škode Enyaq. Vse, kar torej potrebujete zraven električnega vozila, je samo še Moon-Charge kartica za polnjenje. Mene so predvsem zanimale možnosti polnjenja in moram priznati, da sem prijetno presenečena. Z električnim avtom se danes da odpraviti že kamorkoli. Mreža Moon-Charge namreč ponuja že več kot 400 polnilnih mest po Sloveniji in tujini. No, mogoče pa vožnja z električnim avtomobilom le ni tako zakomplicirana, kot smo si mislili včasih. Predlagam, da si rezervirate svojo testno vožnjo in sami preizkusite, kako je to fajn občutek.
Danes si bomo pogledali malce drugačne avtosedeže, kot ste jih vajeni, in sicer znamko Joy. Vkolikor se sama ne bi odločila za Nunine, bi definitivno izbrala znamko Joy, ker je tako kot Škoda tudi ona sinonim za udobje, kakovost in varnost. Za današnjo predstavitev sem zbrala lupinico, ki ima možnost nastavljivega hrbtišča, Joy iLevel, ki bi jo v tem primeru lahko uporabljal moj 10-mesečnik. Joy iSpin Grow, ki bi bil v tem primeru za Tristana, ki ima 3 leta in pol, in pa iTraver za 4-letno punčko. Lupinica iLevel Signature je premium otroški avtosedež tako za dojenčke kot za novorojenčke, ki vas bo poleg mehkih materialov navdušil z detajli iz umetnega usnja. Ponuja več možnih naklonov, maksimalni je recimo 157 stopinj, ki omogočajo varno in udobno vožnjo tistim najmlajšim sopotnikom med vsako vožnjo. Lupinica z vključeno Isofix bazo iBase LX je zanesljiva in varna izbira za vašega novega družinskega člana, saj gre za avtosedež, ki je v skladu z najnovejšimi in najbolj zahtevnimi sodobnimi varnostnimi standardi. Lupinica Joy iLevel Signature ustreza najnovejšemu iSize standardu ECE R129/2. Cona v oporni nogi absorbira silo in zmanjša energijo na otroka, v primeru nesreče oziroma trka lahko ublaži udarec in tako zagotavlja dodatno varnost. Zaradi oporne noge za stabilizacijo zmanjšuje možnost za prekotalitev naprej za kar 90%. Joy iLevel Signature je prejela skupno oceno 1,7, torej dobro na ADAC testu. Res je pomembno, da je prvi otrokov avtosedež udoben, predvsem pa varen in zanesljiv. Tale lupinica ponuja 3 različne naklone, med drugim največjega 157-stopinjskega, ki omogoča pravilen razvoj hrbtenice in nemoteno dihanje. Hkrati pa se prilagaja otrokovi višini z nastavljivim naslonom za glavo. Ker ta avto ne ponuja možnosti namestitve 3 otroških avtosedežev na zadnji klopi, smo lupinico namestili spredaj. Ta namestitev je v bistvu najbolj optimalna za mamo, zato da lahko sproti popravi kakšno dudico in predvsem, da ima otroka stalno pod nadzorom. Na zadnjo klop sem tokrat namestila Joyov iSpin 360 Grow, avtosedež, pri katerem so šli še korak dlje. Kajti poleg tistih klasičnih indikatorjev, ki nam barvno povejo, a je avtosedež pravilno nameščen, nam tokrat povejo to tudi z zvočnimi signali. Torej, ko je avtosedež pravilno nameščen, se ti zvočni signali ugasnejo. Vrtljiva baza omogoča lažje nameščanje otroka v avtosedež, hkrati pa predvsem omogoča možnost vožnje tako vzvratno kot v smer vožnje. V vzvratno smer se priporoča vsaj tja do 15. meseca starosti, seveda je optimalno čim dlje, torej jaz bi priporočala tja do 4. leta, kasneje, ko pa enkrat avtosedež obrnete, pa ga lahko uporabljate tja do 7. leta starosti. Torej od rojstva pa vse tja do cirka 7. leta starosti je tole vaš avtosedež to go. Da povzamemo, Joyov iSpin 360 Grow je torej primeren za otroke vse od rojstva pa tja do 7. leta starosti. Za varnost poskrbi 5-točkovni varnostni pas, stranske blazine in top teter pas, kajti ta avtosedež nima Isofix noge. Za udobje pa kar 6 naklonov in dodatne blazine, kajti ta avtosedež je res za širok starostni razpon. Tole pa je še en izmed Joyovih inovativnih avtosedežev. Jaz osebno sem ga zbrala za avtosedež, ki ga ima Julija pri babici, ravno zaradi tega, ker pokriva tako širok spekter starostnih skupin in sicer vse od 3. pa nekje do 12. leta starosti. Ponuja namreč 10 prilagoditev po višini in 3 po globini. Avtosedež Joy iTraver Signature je v skladu z najnovejšimi varnostnimi normami. Na predelu glave nudi 3-slojno bočno zaščito, ki jo omogoča tako imenovani 3Protect sistem. Predel avtosedeža, ki podpira in ščiti glavo, je izdelan iz IntelliFit spominske pene, ki prispeva k optimalni varnosti. Nudi celo odlično bočno zaščito, ki se jo po potrebi lahko odstrani in na tak način zagotovi več prostora na zadnjih sedežih avtomobila. Avtosedež ima Guard Surround Safety System, ki omogoča popolno zaščito pred stranskimi udarci na področju bokov in hrbta. Ta avtosedež je na ADAC testu prejel oceno 1,9 dobro, kar je v bistvu res dobro, sploh za avtosedež v tej skupini. Mene je recimo navdušil tudi zato, ker se ga res lahko namesti, je lahek za prenašanje med avtomobili, namesti se s pomočjo avtomobilskega pasu in Isofixa, lahko pa tudi samo avtomobilskega pasu, hkrati pa ima povsem pralne prevleke.
Tako, za nami je še ena predstavitev avtomobilov in otroških avtosedežev za velike družine. Upam, da je bila koristna in polna poučnih informacij. Če povzamemo, vkolikor torej iščete električni avtomobil z možnostjo namestitve 3 izofixov, je Škoda Enyaq definitivno odlična izbira. Hkrati pa smo se lahko prepričali, da tudi Joy ponuja ogromno izbiro super rešitev za varnost in udobje na poti. Vkolikor pa imate še kakšno dodatno vprašanje, pa vas vabim, da se oglasite na kakšnem izmed spodnjih kontaktov. Hvala, ker ste bili z nami in se vidimo spet prihodnjič. Izbirajte med številnimi ugodnostmi in si zagotovite PGC kartico. S to kartico imate namreč kar 12% popust v trgovini Mali zakladi ob nakupu avtosedežev znamk Nuna in Joy.